Hvala za obe predavanji. Mateja Hribarška bi vprašala, oziroma ne, rajši bi samo komentirala. No, tako. Slišite? Cesar Avgust, ne, je dal tudi prepisati sibilinski orakelj, ker da naj bi prvotni verzi že zbledeli. Ne. Vsaj Cassidio, ne, piše 200 let kasneje na tak način. Ne. V glavnem eno novo verzijo pravzaprav, oziroma rahlo popravljeno verzijo, ne, teh sibilinskih oraklov so potem prestavili na Palatin, ne, v tempelj njegovega osebnega boga Apolona. Ne. In to, kar je zelo zanimivo, je, da so se ob določenih znakih, ki so jih opazili, ne, in ki jih je senat sprejel kot prodigije, ki se tičejo države, ne, so potem konzultirali te sibilinske knjige, sibilinski orakelj, in ti dekemviri so našli navodila, kako se treba spraviti z bogovi, ne, verjetno po državljanski vojni, ki jo je Avgust Oktavijan vlekel v nedogled pravzaprav, ne. In sicer s tem, da naj bi organizirali te ludis seculares, ne, stoletne igre. Ne. In potem so res organizirali te igre in Avgust je imel svojo centralno vlogo, ne, kot ta prvi, ki je žrtvoval, ne, skupaj s svojim zetom Agripo. Ne. Sodelovale so pa tudi poročene ženske, namreč kar 110 poročenih žensk. In ves ta ritual, ne, te ludis seculares, naj bi vpeljali novo dobo, novo zlato dobo in nov začetek, ne, po teh dolgih državljanskih vojnah. Tako da se mi zdi, da je zelo zanimivo je tudi opazovati, ne, kadar imamo zgodovinske vire, ne, in veliko literature, tudi kot v tem primeru, da je zelo zanimivo tudi opazovati, kako se inovacije, religiozne inovacije, kako vpeljejo te sibilinske knjige, religiozne inovacije, pa seveda po tradicionalnem postopku, ne, tako da senat, ne, naroči, ne, da svečeniki konzultirajo orakelj, ne, in na tak način je potem Avgustu uspelo pravzaprav sebe potisniti, ne, v središče, ne, dogajanja, v središče komunikacije, ne, med rimsko državo, njegovo družino in bogovi. Hvala. Ja, imate prav, torej, dobro, jaz se nisem, veste, v malenkosti se nisem spustil, res je, Avgust je za to zelo natančno poskrbel in to ni bilo naključje. Ne, Avgust se je potem, ko si je zagotovil zmago po državljanski vojni in po razpadu drugega triumvirata, ko je prevzel absolutno oblast, ko je postal ta prvi med enakimi, si je kot, bom rekel, vodilno idejo oziroma za eno osnovno vodilo svoje politike si je zadal versko in moralno prenovo Rima. In v duhu tega, seveda, če hočeš izpeljati ti versko reformo, moraš poseči v same korenine religije. In poseg v sibilinske knjige je bil krasen primer tega. Ne. A veste, 100-letne igre, a ne, če že ravno ne padajo na ta datum, pa poskrbimo, da bodo padle, ne. Dajmo malce prirediti, se pravi, to je tisto, kar sem omenil, da dejstvo, da je bila vsebina sibilinskih knjig neznana, da dostopa do njih ni bilo, je gotovo puščalo krasno odprto polje za manipuliranje s tem. In seveda Avgust je to zelo spretno izkoristil. Ko pa ste omenili, ne, te razne, tudi, bom rekel, zgodovinska poseganja po sibilinskih knjigah, je pa pravzaprav zelo, prvič so se nanje obrnili leta 399 pred Kristusom, zadnji se nanje obrnil, mislim, da Julijan Odpadnik, 363 po Kristusu, preden se je spopadel s Sasanidi na vzhodu. Ampak zanimivo je skozi čas, ne, kakšni so bili ti ukrepi. Včasih se je zgodilo, da je Rim zadela kakšna huda stvar, recimo kuga ali kaj podobnega, pa so sibilinske knjige za, recimo, kot spokorno dejanje
sugerirale ustanovitev kakega praznika ali pa gradnjo kakega svetišča ali pa tako imenovani lektisterni, eno tako minimalistično, spokorno dejanje, pri katerem so pogrnili, bi rekel, pripravili ležišča za podobe bogov in jim postregli nekako kot spravno daritev. Drugič, recimo, če dam pa čisto en primer, po rimskem porazu v bitki pri Kanah, pa se obrnejo znova na sibilinske knjige in kaj sibilinske knjige zaukažejo, da je treba na forumu živa pokopati 2 Grka in 2 Kartažana, oziroma 2 Galca. Tako da bom rekel, ti ukrepi so bili dokaj nesorazmerni tudi. Ampak no, če se vrnem k Avgustu, Avgust je to zelo, zelo spretno izpeljal, in tudi to dejstvo, da je premaknil knjige iz Jupitrovega svetišča v to svetišče Apolon Patros, se pravi domači, domovinski Jupiter, je imelo tudi svojevrstno, bom rekel, simbolni pomen. In seveda to je izvedel Avgust lahko zato, ker ni bil samo primus inter pares, prvi med enakimi, ampak si je tudi prevzel torej dosmrtni naziv pontifexa, se pravi vrhovnega svečenika in s tem tudi nadzornika rimske religije. Še kakšno vprašanje mogoče ali komentar? Potem bi jaz samo nekaj preverila, Matej, če sem prav razumela, se pravi, kar se tiče samih sibilinskih knjig, ni pravzaprav pač ohranjeno nič praktično. Ne. Vsebina je popolnoma neznana. Cerkveni očetje so še poznali vsebino, ker jim je bila dostopna to delo Flegona iz Stral, medtem ko torej od antike naprej pa dejansko ne vemo ničesar o sami vsebini. Oziroma samo kar vemo je iz zapisov v literaturi, recimo iz zgodovinarjev, ki recimo Livij pogosto reče, v tem času so se obrnili na sibilinske knjige, ki so potem svetovale oziroma narekovale izvedbo tega in tega. In to je vse. Se pravi, edino, kar pa imamo, so pa te sibilinske prerokbe. To pa se je nekaj ohranilo, ne? Sibilinske prerokbe pa so, se pravim, 14 knjig, oziroma tako bom rekel 12 knjig, ker 9. in 10. knjiga sta v bistvu, 9. knjiga je, mislim, čisti povzetek knjig 6 do 8, 10. knjiga je pa pravzaprav prepis 4. knjige, tako da v bistvu imamo 12 knjig teh sibilinskih prerokb, ki so pa res čista mešanica, bom rekel, judovskih pogledov, judovske deloma teologije, deloma malce tudi mistike, potem seveda krščanskih, in pa vsake toliko časa so aluzije na kakšne, bom rekel, elemente stare poganske religije. Namreč prišlo mi je na misel tisto iz romana Roberta Gravesa Jaz Klavdij, pač to je pač leposlovna, recimo avtobiografija cesarja Klavdija, seveda pač izmišljena, ampak bazira na zgodovinskih dejstvih, in tam notri je tudi ena epizoda, ko Klavdij, še prednji cesar, gre k Sibili in mu ona potem pač da neko prerokbo, ki se očitno nanaša na pripadnike julijsko-klavdijske dinastije, in zdaj ne vem, jaz tega nisem pač videla, kako ne bi bilo v originalu, pa ne vem, me zanima, če se spomniš, a je tista Sibilina prerokba dejansko bazira na čem, kar se je ohranilo, ali si je to enostavno Graves res kompletno izmislil? To pa moram priznati, da
Ne vem, oziroma se zdaj ne spomnim, na kaj bi se nanašalo iz tega korpusa sibilinskih prerok. Ne, to samo tako, na misel mi je pač prišlo. Drugače pa če lahko še v zvezi s Hekato, ne? V zvezi s Hekato, to je res zelo zanimiva boginja, ker če na primer pomislimo, kakšne konotacije ima potem v novem veku, recimo pri Shakespeareu, ne, se tudi pojavi Hekata v Macbethu in podobno, in tam je to absolutno pač čarovniška boginja brez kakršnihkoli blažjih podtonov, ampak mislim pa, da je bil že Heziod, ne, Heziod ima pa prav eno tako, en tak ekskurz o njej, kjer pa jo blazno slavi kot neko dobrotnico človeštva, se pravi kot neko zelo pozitivno boginjo, tako da jo nikoli ne bi pač povezal s tem. To se mi je recimo zdelo tudi zanimivo, ne, pri tej dvojnosti. Hekata od vsega začetka bila precej dvojna boginja, recimo že tudi v homerski himni Demetri se v bistvu Hekata pojavlja kot pač spremljevalka htoničnih boginj Persefone in Demetre, ki sta same po sebi pravzaprav nekakšni dvojni boginji, nekje vmes med svetom mrtvih in pa po drugi strani, ko bi rekla, plodnostnim kultom, a ne. Tako da Hekata je že, mislim, da je nekako dvojna figura vse od svojih začetkov, tako bi jaz rekla. In tudi, in tudi zanimivo je ravno na tem napisu, ko sem ga omenila, Katadezmos, kjer pač govorimo, kjer je sicer naslovljena Demetra, ampak so omenjeni psi, ki ne lajajo po nočeh, ne, da v bistvu pes je kljub vsemu običajno bil spremljevalna žival Hekate in ne Demetre. Saj pa treba reči, da se v grških papirusih nima zelo osrednje vloge v celoti, ampak se pojavlja samo v teh himnah, ki so prav njej posvečene. V bistvu v papirusih se vsega skupaj pojavi 11-krat. In samo v tej svoji zlovešči pojavi pač htonične, zlovešči personi htonične boginje. Ker pa, kot sem rekla, grški erotična magija je pravzaprav sama po sebi precej zlovešča. Ja, hvala lepa. Je mogoče še kakšno vprašanje ali komentar? Ja, zdaj, če ni, potem bi jaz predlagala, da imamo en odmor, začnemo recimo potem spet čez pol ure ob 17:50, da pač vmes gremo še lahko na kakšno kavo, predvsem pa tukaj na razstavico in na knjige. Se pravi, se vidimo spet čez pol ure.